na katerem lahko temelji bodoči in pravični razvoj Slovenije in tudi Maribora, kjer se moramo končno potruditi, da dosežemo neko soglasje o naši prihodnosti in da se dokončno odmaknemo od nekega izključevanja, ki je bilo zmeraj prisotno. Nadalje smo zapisali, da gospodarstvo znanstvena priložnosti, ki bodo temeljile na načelih poštenja in mednarodne konkurenčnosti. Mislim, da smo tukaj zelo šibki, predvsem pa v analizi, ki smo jo natančno opravljali in ki je kot nek rezultat zapisana v programu 10+100, govori ali pa ugotavljamo, da je vlada in tudi parlament in njegovi odbori delovala premnogokrat nedopustno, nedostojno in žaljivo za Slovenijo in tudi za Maribor. Namreč ugotovitve so, ali da nekomu ni bilo jasno, da se Slovenija razprostira od Ljubljane vsaj 150 km proti severu, vzhodu, jugu in zahodu. To se mi zdi, da je ključno tukaj povedati, ker je bistveno, da v Sloveniji dosežemo soglasje o pravičnem regionalnem razvoju. Mi ne moramo zmeraj govoriti o nekem regionalnem razvoju, ki ni pravičen. Razvoj se mora razširjati od centra navzven. Kot prispodobo bi uporabil kamen, ki ga vržeš v vodo in se razširjajo v koncentrični krogi majhnih valov ali pa večjih valov navzven. Prevečkrat smo imeli občutek, da v delovanju te vlade lahko opazimo ravno obratno delovanje, da si ti vrgel kamen in si dobil kamen tudi nazaj. Jaz mislim, da to ni primerno, to ni pravično in na ta način se regije ne morejo razvijati in zato tudi Maribor je bil objektivno, resnično objektivno prikrajšan za nekatere zadeve, ki bi jih zaslužil in ki bi pomenili tisti preboj, ki smo ga mogoče tudi pričakovali. Ker sam želim urejen Maribor, ker želim soglasje o prihodnosti, izrazito podpiram program, ki je na mizi, ki govori o poštenem delu, ki govori o pravičnosti za vse. In če bomo dosledno temu sledili, potem bi se navezal na besede, ki jih je predsednik odbora Pivec rekel o praznem žaklju. Jaz mislim, da bomo lahko z doslednim spoštovanjem zapisanega, spoštovanjem korektnosti do vseh Slovencev, do vseh Mariborčanov ta žakelj tudi napolnili.